Dober dan. Ta video je nadaljevanje prejšnjega videa. V prejšnjem videu, če si ga nisi pogledal, si ga pedi pogledat, je pomemben za moje pojme za vse ljudi. Nema veze, koliko si star, ali si moški, ali si ženska. Če si se začel v življenju zanimati za seksualnost, je uni video zelo pomemben. Ali pa, če si starš in oziroma si novopečeni starš oziroma se odločaš o tem, da bi imel otroke, je dobro, da si pogledaš tisti video, ker je namenjen zaščiti seksualnosti parov oziroma predvsem iz perspektive moške seksualnosti. Torej, zaščita moške seksualnosti je namen prvega videa. Neke probleme, skozi katere sem šel in kakšne rešitve sem izbral, kako sem rešil svoje probleme in s kakšnimi problemi se soočajo moški v življenju in kaj je tukaj normalnega in kaj je tukaj zelo narobe, kar nam družba ponuja. Torej, lahko si pogledaš moje nasvete, moje mnenja v tistem prvem videu. Glede na to, da sem šel sam čez neke izkušnje in probleme glede seksualnosti, si lahko kar varen, da govorim iz izkušenj in iz dobro raziskanih stvari. Torej, če te zanima, počakiraj si en video pred tem. Moška seksualnost, problemi in rešitve. Torej, v tistem videu, v prejšnjem videu razložim, zakaj je prišlo do nekaterih problemov v življenju, kako se jih da rešiti, ker se da marsikaj rešiti na naraven način, na neinvaziven, na netraumatičen način. Na način, ki ne bo pustil uničujočih posledic v življenju. In jaz sem pristaš tega, zato ker se da za moje pojme vse rešiti na naraven način. Če se ljudje pravočasno zaščitimo s pravo informacijo. In to je namen tistega videa. V tem videu bi pa rad predstavil, kako lahko v bistvu izkoristiš, zdaj, ko si enkrat zaščiten moški bil, ker si bil zaščiten od svojih staršev oziroma od sistema, čeprav od sistema zaenkrat še ne boš, ampak vsaj od staršev boš lahko. In torej, če si zaščiten, kakšno seksualnost imaš ti zdaj lahko kot moški? Torej, ta video spet, lahko si ga pogledate vsi, namenjen je in za moške in za ženske, zato da se razumemo, da se spoznamo, da iz tega ne bo več neka tabu tema, ampak da to rata nekaj normalnega. In ker če se lahko pogovarjamo o tem, potem lahko stvari rešimo. Če se ne moremo pogovoriti, ne moremo niti opcije imeti, da rešimo zadeve. Torej, zdaj naravna seksualnost je tema tega videa. Kako izgleda sploh naravna seksualnost moškega? Kaj je potencial moške seksualnosti? Zdaj, jaz vam povem, jaz nisem nek guru in jaz nisem nek Kazanova. Jaz nisem imel ogromno žensko v življenju, ker me zanima intima in si želim graditi neko globino z žensko v življenju. In nisem needy človek, ki bi rabil potrditev od ljudi. Tako da hočem vam povedati, da nisem Kazanova, jaz se tle ne izdajam za nekega ultraljubimca ali vseveda ali nekega guruja, ampak rad bi vam sam povedal, zato ker sem raziskovalec življenja, raziskovalec svojega telesa in do zdaj v življenju, kar sem bil v stiku z družino oziroma z ženskami, ki sem jih spoznal v življenju, sem pač opazil, kakšen je nivo zavedanja seksualnosti. In koliko mi seksualnost sploh poznamo, kakšen je potencial seksualnosti, mi ne vemo. Tako da, že tako bom povedal iz prve, da jaz ne vem vsega, to upam, da je jasno, ampak vem pa nekaj, kar mogoče večina ne ve, ker se ukvarjam s tem, se s tem zanimam in nimam nobenega sramu in strahu pri teh stvareh. Torej, spet, gremo od začetka, kako je izgledala moja seksualnost kot otrok. Jaz se spomnim,
Torej, v prejšnjem videu sem razložil vse tiste, gremo reči, neke slabosti, neke bolečine, ki sem jih doživel glede seksualnosti od tega sistema. In bolj, ne toliko nanašajoč na seksualnost, ampak bolj na penis, na spolovilo. Zdaj pa bolj vezano na seksualnost ta video. Torej, jaz kot otrok se spomnim, prvič, ko sem se začel zanimati za seksualnost, je bilo nekje, ko sem bil star, gremo reči tam nekje od 10. do 12. leta, ne spomnim se več točno. Nekje od 10. do 12. leta, prav za fiksno lahko rečem, da se spomnim, v bistvu, kako se je vse skupaj nekako začelo. Jaz se spomnim, da sem do nekega leta, vem, da sem penis videl samo kot nekaj za lulanje, pol na neki točki me pa, sploh ne vem, kaj se je zgodilo, me je zanimalo, v glavnem sem si penis zmasiral, sem doživel orgazem, izliv in sem videl, wow, kaj je zdaj to. In v glavnem, to je bilo še neko predobdobje, ko je bilo to ful tako nedolžno in otroško, v bistvu samo neko spoznavanje in radovednost, nobena neka seksualnost, še ful otroško in nedolžno je bilo. Potem pa je tam pri enem 12. letu, hitro zatem, se spomnim, spomnim se, pri 12. letu mi je sošolec, prav vem kateri, mi je pri meni doma, ko mojih staršev ni bilo, pokazal porniče na spletu. Mi je pokazal porniče na spletu in mi je začel kazati vse te porno zvezde. In takrat se jaz spomnim, da sem bil potem hooked, da mi je bilo to kot droga celo življenje. Sem bil nekako obseden s temi ženskami, z porniči in porno zvezdami. Nisem imel nobene neke grozne obsesije, ampak hočem povedati, ko si 12-letni otrok in ti je predstavljena tam ena totalno zrihtana in še delno plastična ženska, torej snemano pod nekimi koti in pogoji, kjer je predstavljena kot neka boginja, kot nek vrh seksualnosti in erotike, je to za enega 12-letnega otroka, ki sploh ne ve, kaj je to in vidi zdaj kar naenkrat nek največji ekstazi v lifeu, mu je to kot droga. Nekaj najjačega, kar je vidi, in nekaj najbolj stimulativnega. In v glavnem jaz se spomnim, da pri 12 mi je bilo to pokazano od tega sošolca in od takrat naprej se spomnim, da sem sam brskal in začel raziskovati, kar je bilo to nekaj najjačega, kar sem videl. In tako se je začela nekako moja pot spoznavanja seksualnosti, torej skozi porniče, skozi pornofilme. Predtem je bilo tako ful otroško in nedolžno, jaz se spomnim, torej preden mi je ta sošolec to pokazal, je bilo ful otroško in tako nedolžno. Naprimer, jaz se spomnim, da mi je teta, kdaj, ko smo šli v trgovino kupila čingumije in v teh čingumih so bili notri, naprimer, nage ženske, naprimer. Neke manekenke ali celo mogoče porno zvezde. V glavnem, jaz sem si te slikice nagih žensk pol lepo doma na omaru in sem jih gledal in so mi bile lepe. In to je bilo tudi neko moje spoznavanje z žensko goloto in seksualnostjo. Potem, ko sem začel sam to odkrivati in delno si itak tudi izpostavljen temu, kot sem že povedal, naprimer, da mi je teta kupovala take čingume. Tudi delno z namenom, zato ker se moj oče bal, da ne bi jaz slučajno peder ratal in je mogel poskrbeti, da bi bil izpostavljen nagim ženskam. In je tako nekako moja teta imela pol nalogo, da bojo meni 100% ženske všeč, da ne bi slučajno zalutal, ker v tem svetu itak hitro zalutaš. In se vidimo, kaj se dogaja. In pol se spomnim, da sem tudi kdaj poklical kakšen hotline in sem samo poslušal tam uno žensko, ki mi je predla po telefonu in mi je bilo mega poslušati. V glavnem ta neka ideja lepe, nežne, erotične ženske, mislim, da je vsakemu moškemu ful privlačna stvar. In sploh nekemu otroku je to ful stimulativno. V glavnem,
pri 12 se je potem, torej malo pred tem sem se začel zanimati, pri 12 mi je bilo pa pol predstavljen tej porniči in pol od takrat naprej sem jaz to bulu, jaz sem zdaj star 34, jaz sem to bulu, moram reči, da do enega 30. leta sigurno, 28. tam nekje pred 30 sem jaz to nehal buliti. Do takrat, do enega 28. 29. leta, gremo reči 28. nekje, sem pa to jaz, če pogledaš, torej od 12. to je 16 let, dobrih 15 let, slabih 20 let. Torej, to je ful, ne. In jaz vem, da moški večinoma to gledajo do smrti celo življenje. Naskrivaj ali pa tudi ne naskrivaj. V glavnem, to je za otroka ful stimulativno predstaviti neko popačeno podobo seksualnosti, kar je itak fake, je zrežirano in so rezani, torej je več kadrov v enem videu, je več scen, zgleda, kot da je ena, ampak je vse v glavnem fake narejeno in dobiš neko fake sliko o tem, kako seksualnost zgleda, kako bi moški mogel zgledati, kako se moški obnaša, kaj moški pomeni biti, kaj pomeni biti ženska in kaj pomeni seksualnost in odnos do ženske. Vse ti popači. Stimulirate pretirano, ker take seksualnosti potem ti v realnem lifeu itak nimaš, mogoče se vsake toliko zgodi, ali pa je to naprimer eden od delov, ki je v seksualnosti, ampak to ni celota, niti približno. To je naprimer par procentov. V glavnem, to je tako stimulativna zadeva, da je za otroka to preveč. Preobremenjujoče je in kakšno seksualnost pol fant razvije ob gledanju teh porničev. Torej, če je nekaj ful stimulativnega, ful močnega, ful erotičnega in ful hipervizualnega in zvočnega, torej ultra stimulativno, ti zelo hitro doživiš orgazem. Torej, penis je že tako, če imaš ti naraven penis, da nisi bil brezen in imaš s tem nem penis, torej penis, ki ne čuti dovolj, torej če imaš ti naraven penis, če imaš ohranjeno kožico na penisu, to sem govoril v prejšnjem videu, vse bonuse kožice, pejte si pogledati, če vas zanima, kaj je bonus naravnega penisa. Torej, če tebe sistem zaščiti, če te starši zaščitijo, če si ohranil naraven penis, naloga naravnega penisa kaj je? Torej, glede seksualnosti, ženska, če pogledamo žensko, ženska je pripravljena za kakršenkoli stil seksualnosti. Ženska je pripravljena za razmnoževanje, torej za neko hitro penetracijo, ejakulacijo in razmnoževanje, in istočasno je pripravljena za neko dolgotrajno, tantrično ljubljenje oziroma neko ljubljenje, kjer se lahko še pa još akumulira seksualna energija in pri tem ženska lahko doživlja svojega čuda. Multiorgazme, celotelesne orgazme, ejakulacijo in vse živo lahko doživlja. Torej, ženska je po defaultu, če pogledaš, seksualno bolj inteligentna kot moški. Ženska ima prvo kot prvo več seksualne energije kot moški in drugo kot drugo telesno, seksualno je pripravljena za razmnoževanje in istočasno za seksualno akumuliranje. Torej, ženska je seksualno bolj razvito bitje kot moški. In bolj je seksualna, torej bolj inteligentna. Ženske so dobesedno superiorne moškim, zato pa smo moški celo obstoj dominirali ženske. Zato, ker so ženske superiorne, gremo biti realni. Ok. Kaj sem hotel povedati s tem? S tem sem hotel povedati, da torej, če je ženska seksualno odprta in razvita, kar je,
torej da ima kapaciteto razmnoževanja nekega površinskega seksa in nekega globokega seksa, nekega potencijala akumuliranja seksualne življenjske energije. Torej, če je ženska že po defaultu pripravljena za cel spektr seksualnosti, je Bog oziroma narava, že življenje, moglo vsaj enega od dveh limitirati. Zakaj? Ker če moški ne bi bil limitiran v svoji seksualnosti, da bi ravno toliko bil inteligenten kot ženska, potem bi se lahko zgodilo, da mi ne bi več se razmnoževali. Ženska ima opcijo, ali se bo razmnoževala, ali bo samo generirala svojo seksualno energijo v življenju, moški pa, če tega ne trenira, te opcije nima. Moški bo na neki točki po drgnjenju penisa zmeri doživel orgazem, ejakulacijo. Torej, moškega je bilo treba limitirati seksualno, ker vsaj eden je mogel biti od moškega in ženske, torej vsaj eden je mogel biti tako narejen, da če pride do seksualnosti, da se sigurno na prvem mestu zagotovi, da se bo zmeraj zgodilo razmnoževanje. Torej, da se zagotovi obstanek vrste. Torej, ženska ni limitirana, moški je mogel biti limitiran z namenom, zato da se 100% zagotovi razmnoževanje vrste. Ker če bi moški tudi imel opcijo, da se razmnožuje ali pa samo generira seksualno energijo, tako kot ženska po defaultu z nule, bi se lahko zgodilo, da bi se pač ljudje odločili, da preprosto ne bi več seksali za razmnoževanje, ampak samo še za užitek in za ljubljenje in za akumuliranje seksualne energije. In na ta način bi se lahko zgodilo, da ne bi več ohranjali človeško vrsto. Torej, eden je mogel biti limitiran in je bil moški. Jebi ga. V glavnem, v enem od prejšnjih videov, če si boste pogledali, sem omenjal, da ne v prejšnjem, ampak eden od prejšnjih videov sem omenjal, da ženska se v življenju očuva, se hrani, se zaščiti in s tem ohranja svojo vrednost skozi življenje in svoj potencial, tako da se zaščiti in čuva, moški pa svoj potencial zgradi. Ženska, če svoje lepote, svoje mladostnosti, vitalnosti ne bo čuvala, ne bo privlačna, ne bo zgubila svojo vrednost. Moški pa svojo vrednost pridobi z delom. In torej moškemu je bil dan testosteron, torej če smo moški že limitirani v seksualnosti, dan nam je bil večji drive s testosteronom, z fokusom, nam je bila dana ta možnost, da vse v življenju lahko zgradimo. In če si zdaj ti en običen tip, torej tip po defaultu ima penis narejen za razmnoževanje. Kaj to pomeni? Prej, ko ti pride, prej imamo obstanek vrste. Predstavljaj si v džungli, tam je ena huda srna, ti prideš ko en srnjak, unemu, ki bo prej prišlo, oni, ki bo prvi prišel do srne in oni, ki bo prvi imel izliv, on bo prvi zagotovil obstanek svoje vrste. Ta je zmagal. In še vmes mogoče te bo kakšen predator pojedel. Prej hitrejši, ko si, boljše je. V glavnem, to, da ti pohitro pride, je z namenom narejeno zato, da pač s tem je bil tip limitiran, zato da se obstanek vrste sigurno zgodi. Zdaj vsak tip ima drugače. Enemu lahko pride v minuti, enemu pride v 5 minutah, enemu v 10 minutah. Če imaš naravni penis, bo v kratkem cajtu prišlo do izliva. Zato, ker je penis pač občutljiv in je narejen za ohranitev vrste. To je to. In če torej moški s to sposobnostjo za ohranitev vrste se poslužuje pornofilmov, katerih se poslužuje skoraj vsak moški, sploh v tem modernem času še bolj, ker so porniči še bolj dosegljivi kot včasih. Torej so ultrastimulativni in to za enega otroka, ki pojma nima o seksualnosti in ki mu je to wow, najbolj stimulativna stvar ever. Kaj je? Torej, tip je že tako narejen, da mu hitro pride za obstanek vrste in potem s tako močno stimulativno stvarjo, enkrat, ko se prime za penis, zaradi take močne stimulacije hoče, da mu čim prej pride. Še hitreje, kot je to naravno narejeno. Torej, vidiš tam uno hudo, ti si cel stimuliran in komaj čakaš,
da ti pride. In v glavnem, če imaš takšno seksualnost pod tem pogojem, da si limitiran, kar si, da imaš takšen odnos do svojega masturbiranja, do svojega penisa, ker kot otrok itak ne veš, kaj delaš in kar je nekaj ful stimulativnega in se v tebi nabira ta potencial, kaj narediš? Ker ne znaš s tem delati, ne veš sploh, kaj se dogaja, hočeš čim prej to sprostiti, prej ko sprostiš, boljše je, prej ko sprostiš to napetost, to seksualno energijo, boljše je. Ker ti da tudi ta zraven, ta nek orgazem, nek užitek in misliš, da je zdaj ta užitek, ta orgazem nekaj najjačega na svetu, kot otrok. V glavnem, kaj ti delaš s tem? Zakaj je to ful slabo v svojem življenju in v bistvu še večje limitiranje tvoje seksualnosti? To sem jaz delal celo otroštvo, preko mi je prišlo, boljše je bilo in to še zdaj delajo ljudje, to delajo ljudje celo življenje, do smrti delajo tako. Pogledajo pornič, odprejo pornič, na hitro, zdrkat, eksplozija in to je to. In torej že si limitiran v seksualnosti, ženska te čaka tam, že cela razvita in pripravljena za cel spektr seksualnosti, ti si že tako limitirana v seksualnosti, jo moraš zgraditi, noben ti ne pove in še nudijo ti porniče, ta sistem ti nudi porniče, da te še bolj limitira. Torej ti se s tem, ko gledaš porniče, non-stop treniraš svoje telo, svoj penis, odzive v telesu, nevrološki sistem, kemijo, vse. Vse, kar si, treniraš na to, da ti hitro pride. Torej, to, kar treniraš, jaz si cel cajt govorim, kadar se mi kaj ne da, si cel cajt govorim, to, kar boš delal, to boš imel. To, kar boš treniral, to boš imel. Toliko, kot boš treniral, toliko boš imel. To je to. Ti ne moreš v lifeu delati celo življenje 5 sklec na dan in potem pričakovati, da boš naredil 50 sklec. To ne obstaja. To, kar boš treniral, to boš imel. Toliko, kot boš treniral, toliko boš imel. To je to. Ne moreš pričakovati, da zmeri greš laufat 10 km in potem, da boš kar naenkrat pretekel, 40 km. To ne obstaja. To, kar boš treniral, to boš imel. In v glavnem, če ti celo življenje iz te limitirane seksualnosti, ki jo imamo kot tipi, treniraš skozi porniče na še bolj limitirano seksualnost, torej nezavedno ti v bistvu sploh ne veš, kaj delaš, ampak ti se programiraš celega sebe, svoj živčni sistem, svojo kemijo, svoje telo, vse svoje odzive, da še preko ti pride, tako pač bo. In to je to. In ti se pač sprogramiraš, ti samega sebe natreniraš, da ti še prej pride. In jaz se spomnim, to je bil problem v mojem življenju. Jaz sem torej zaradi te limitirane seksualnosti in porničev, meni je res hitro prišlo, meni je to šlo res na kurac, ker nisem mogel uživati v seksualnosti. Ker jaz sem se globoko nekje v sebi zavedal, da jaz sem tata-mata ljubljenja, da moški v naravni seksualnosti je Kazanova. Jaz sem se tega zavedal, jaz sem se zavedal svojega potencijala, ampak nisem ga imel na voljo. Nisem ga imel na voljo, ker mi ni nihče tega predstavil, noben ni zaščitil moje seksualnosti, noben mi ni predstavil seksualnosti, noben moškemu ne predstavi seksualnosti. In ponovadi je še tako, da v družbi se govori, da odbirača nema jebača, torej površinska seksualnost, čim več pofukaj, torej neko površinska seksualnost, samo neko dokazovanje svojega ega, svoje manj vrednosti v resnici. In to je to. Torej neka površinski odnosi, površinska seksualnost, porniči, mogoče ti celo po stanovanju foter pušča porniče, tako da bo mogoče moj sin videl to na neki točki. V glavnem, ful nezrel, limitiran pristop imamo do seksualnosti v tej družbi in premalo se o tem govori. Ker vidim, da danes je ful velik problem biti moški, ampak zakaj? Zato, ker nijamo nobenega vzora moškega v družbi. Nijamo nobenih odraslih moških nijamo v družbi. Naši fotri, naši detki, naši pradetki, to niso bili vzori moškega. Te moški, ki imamo mi danes na svetu, to so otroci v resnici. Saj marsikera ženska bo tudi priznala, da se današnji moški obnašamo kot otroci. Mi nijamo odraslih moških, mi nijamo vzornih moških, mi nijamo moških, ki bi zaščitili in prenesli neke moškosti na svoje sinove. Mi nijamo tega in ženska ne more vzgojiti moškega, samo moški lahko vzgoji moškega.
V glavnem, jaz sem šel sam čez ta sistem, v katerem ste itak vsi vi, ki to poslušate, in jaz s tem nisem bil zadovoljen. Priznal sem vam, da mi je prehitro prihajalo, jaz sploh nisem mogel uživati seksualnosti. In potem, ker ne moreš na ta način uživati seksualnosti, se začneš posegati po nekih drogah, alkoholu, travi, cigaretih in vseh živih nekih možnih substanc, samo zato, da bi bil bolj nem, da bi se lahko dlje ljubil, da bi lahko sploh se začel ljubiti, uživati v ljubljenju, da bi trajalo in da bi se lahko začel spoznavati s seksualnostjo. Ker če ne, se itak ne moreš začeti spoznavati s seksualnostjo, če je tvoj način masturbiranja zmeraj en in isti. Torej, odpreš pornič, pogledaš pornič, si ga zdrkaš čim prej, ko imaš izliv, prej greš naprej. In to je to. To je in pol tak odnos imaš do sebe, tak odnos imaš do ženske, tak odnos imaš do življenja, do seksualnosti. To je to. In v glavnem, glede na to, da na ta način ne moreš spoznati nič od svoje seksualnosti in da te ženska tam čaka, ne mislim zdaj dobesedno na pojstli, ampak v življenju, tam nekje v prihodnosti ali pa v sedanjosti nas čakajo ženske, ki so pripravljene za cel spektr ljubljenja in mi moški smo bili, nas je sistem ošibil, nas naredil šibke, še bolj limitiral kot smo in nas ni zaščitil in nam ponudil rešitve, zato da bi lahko prišli na nivo ženske. In v glavnem zato sem jaz tukaj. Meni je to šlo na kurac, meni je to šlo ful na živce, da tega ni v javnosti, da je vse sram govoriti o temu, da bi moški moškemu razložil, kaj pomeni moška seksualnost in kako izgleda praksa masturbiranja. Jaz vam tega ne bom kazal, čeprav sem naktle, ne. Jaz vam tega ne bom kazal, ampak prav je, da ljudje vejo, kako izgleda praksa masturbiranja za moškega. Torej trenutno prakso, ki ima moški, mora samo zamenjati s to, katero bom zdaj razložil. Nekateri jo itak že poznate in mogoče že prakticirate. Jaz nisem tata mata, ne vem vsega, kot pravim. Jaz sem pač svoje probleme rešil in zdaj bi pač rad ponudil rešitev tistim, ki jo rabite. Nekateri ste mogoče že ful razviti, ampak vem, da tega ni dosti. Tako da zdaj bom razložil in prikazal, kako izgleda in kaj pomeni neka solo moška seksualnost, torej seksualnost, ki jo imaš sam s sabo, ki je tisti pravi trening kot priprava na ljubljenje z žensko. Bebe. Najjači poletni drink, izvirska voda, limona, domači med, himalajska sol in malo leda, izotonik. Mama mia. Edina stvar, ki odžeja. Ok. Torej, če boš imel to seksualnost, ki si jo imel do zdaj kot tip, odpret pornič, pogledati nekaj stimulativnega, kar se v resnici zelo malokrat zgodi, cel ta prizor in ves ta eksplozija seksualnosti, ki jo vidiš na videih, ki v resnici je samo delna, takšna v resnici. In boš zmeri imel samo ta pristop, da se primeš za penis, zato da sprostiš neko napetost, boš takšno imel potem tudi seksualnost celo življenje. To, kar programiraš, to boš imel. In pač ljudje potem posegajo po Viagrah, po Cialisu, po Kamagri, po vseh možnih nekih substancah, ki bi jim omogočile, da lahko nadaljujejo seks, potem ko so imeli izliv, ampak to je vse forsiranje. To je vse fake. Ženska sploh ne ve, da ti v bistvu sploh nisi več napaljen na njo, ampak da te vodi neka kemija. In v bistvu enkrat, ko imaš izliv, rataš ful bolj nem, oziroma ful bolj občutljiv in to sploh ni več užitek, niti zate potem več. To je pol vse samo še neko dokazovanje ega, svoje manj vrednosti. Se moraš dokazati, koliko si zajeban. Torej, kako zdaj izgleda ta praksa, ne? Kako jaz to delam? Kako jaz delam to?
Torej, včasih sem odprl pornič, pogledal na hitro, cek, rešeno, konec, gremo naprej, nič. In celo to večkrat na dan, ne? Ker je bilo to neko sproščanje. Ampak, zakaj sem se sproščal? Zato, ker sem imel stres. Zato, ker sem imel stres v življenju, katerega sem bil nezaveden, ker sem delal zavedno in nezavedno stvari, ki so mi prinašale stres v življenje, sem rabil neko ekstra sprostitev. In marsikeri tip se strinja, da je doživeti izliv, orgazem, sprostitev, ampak v resnici ni sprostitev. Na površini izgleda sprostitev, v resnici je pa zgubljanje energije in s tem, ko izločiš energijo iz svojega telesa, ko jo zgubiš z izlivom in orgazmom, vsak ve, da se zmatra po seksu, po izlivu, je zmeri tip zmatran. Zakaj? Ne zato, ker je sproščen, zato, ker je zgubil energijo. In ko ti zgubiš energijo in si zmatran, ti manj zaznavaš stres v svojem telesu, bolj rataš nem. In ker si bolj nem, manj čutiš stres v svojem telesu in zaradi tega misliš, da si dosegel sprostitev. V bistvu si pa samo dosegel nemost, nem si ratov. Torej, moški z izlivom zgubi energijo, manj ima zase, manj ima v telesu, manj čuti svoje telo, bolj je zmatran in s tem se oddalji, odtuji od svojih problemov, kot nekako rata bolj nem, kot si zadet, ko si pijan. Rataš bolj nem, bolj si odtujen v disociaciji od svojih problemov in s tem stresa. In več kot imaš stresa v življenju, več se boš posluževal potem izlivov in porničev. Bolj boš natreniral svoj sistem na to, da ti bo hitro prišlo. Tako je. Torej, zakaj rabiš takšno masturbiranje in gledanje porničev? Ne, iz prve perspektive zato, ker si bil sprogramiran v to, ker ti je to bilo nudeno od malega in drugega ne poznaš. Drugo pa zaradi tega, ker živimo v stresnem življenju, v stresnem sistemu, kjer nas sistem skozi našo družino in družbo pač tepta, uničuje in potem ti pač z izlivi reguliraš ta svoj stres. Torej dosegaš neko navidezno, lažno sproščanje, ki v bistvu ni sproščanje, ampak zgubljanje energije in s tem za kratek čas odtujitev od problemov, ki nam prinašajo stres. Torej, zakaj sem to omenil? To sem omenil zaradi tega, ker enkrat, ko se boš začel tako seksualnost, ki bom zdaj razložil, enkrat, ko se začneš ukvarjati s seksualnostjo, ki traja, ko začneš akumulirati svojo seksualno energijo in se spoznavati s tem, kako je telo, kako se počutiš v telesu, ko si cel pun življenja in seksualne energije, se pač boš mogel začeti zavedati, da boš ta stres, ki ga imaš v življenju, še bolj čutil kot prej. Torej, hočem ti povedati, da moški z veliko seksualne energije in istočasno ful stresa in nekih strahov, ki mu povzročajo ta stres, zato ker se ne sooča s strahovi. Nesoočanje strahov povzroča stres, ne strah sam. Nesoočanje, upor življenju, upor sprejemanju trenutka takšen, kakršen je strah soočanja pred našo represijo, katerihkoli delov nas, ki jih tlačimo zavedno ali nezavedno, in to tlačenje teh delov nam prinese stres v življenje. Nič drugega nam ne prinese toliko stresa kot to. Pusti to, da smo sužni in da delamo za nek denar in da živimo v družbi, kjer nas noben ne zaščiti. To je tudi stres, se strinjam. Ampak največji stres je ta od znotraj. Ta zavedni in nezavedni. Zavedno in nezavedno, torej nesoočanje, upor delov nas, od katerih smo v disociaciji, ker nas je jih strah. To je to. To nam prinaša stres. In enkrat, ko imaš takšno seksualnost kot do zdaj, kjer imaš hitre in večkratne izlive, se odtujuješ od teh strahov. Ti torej ta seksualnost pomaga, da se odtujuješ od njih. Enkrat, ko se pa začneš posluževati seksualnosti, ki akumulira seksualno energijo, praksa, ki akumulira seksualno energijo in spoznavanje z njo, pa te zadeve amplificira. Torej, ti moraš v življenju se soočiti s svojimi strahovi.
To je namen mojega kanala na prvem mestu. Seksualnost je ena od stranskih tem. Na prvem mestu je namen tega kanala soočenje s svojimi strahovi, soočenje z vsemi deli sebe, pred katerimi te je strah, torej se izraziti. Cel spektr sebe moraš živeti, tisti del, katerega sebe ne živiš, v katerem si v disociaciji s tem delom se moraš soočiti. Če hočeš v življenju biti vreden, celosten, naraven moški, naraven človek, odrasla oseba. Če hočeš biti funkcionalen, odrasel človek. Če hočete detajle glede tega, pogledajte si prejšnje videe, to je vezano na zadevo o predaji v življenju. Predaja, resnica. Govorim tudi resnica in predaja. Edino resnično stanje. To je namen soočanja s svojimi strahovi. Torej, če ti živiš takšno življenje, kjer si heroj svojega življenja in se soočaš z vsemi deli sebi in živiš polnovredno verzijo samega sebe, cel spektr sebe, ne samo nekega polizanega cucka sebe, tako kot sem jaz včasih živel, ampak tudi svojega agresivnega sebe. Torej, da si sposoben živeti od nežnosti do brutalnosti. To je spektr človeka. Vsak človek, ne samo moški, tudi ženska, vsak človek šele, ko je spontano pred očmi javnosti sposoben živeti, torej spontano pred očmi javnosti, spontano v družbi, sposoben izražati cel spektr sebe, šele takrat je to dokaz, da je soočen z vsemi strahovi v svojem življenju. In če si na tej poti, tako kot jaz, samo življenje bo pokazalo, povedalo, če si soočen z vsemi strahovi, s tem, ko živiš življenje, si predan v življenje, si potrpežljiv in živiš življenje in te življenje, kadar te življenje te sooči z neko situacijo, boš videl, če imaš še zmeri strahovi ali jih nimaš več in si soočen že z vsemi. Torej, samo življenje bo povedalo. Noben ti ne more tega povedati. Noben ne more tega diagnosticirati pri tebi. Samo življenje bo povedalo, če si ti zares neustrašen ali imaš še neke strahove, s katerimi se imaš soočiti. In to lahko samo veš tako, da živiš življenje. To je to. In si pri tem zvest temu, da boš zmeri predan trenutku. To pomeni, da boš odgovorno odreagiral na vsak trenutek, kot moreš. In to pomeni, da če boš v trenutku soočen z nekim strahom, da ne bežiš od tega. Torej, da se soočiš z vsakim svojim strahom, pred kakršnim kolim izrazom samega sebe. Gremo naprej. Če boš tako živel, bo ta seksualnost, ki jo bom zdaj razložil naprej, zdaj sem že tolikrat omenil, kot da bom samo glumil in na koncu ti nekaj prodal, nek tečaj. Ne bom, vse bo zastojn. Ampak hočem povedati, da samo če boš tako živel življenje neustrašno v izražanju samega sebe, da boš celosten, si dovolil celostnost, torej da boš odrasel moški oziroma odrasla oseba in s tem zrel moški, samo če boš tako živel, bo ta seksualnost, ki bom razložil, amplificirala, spodbujala tvoje življenje. Bo spodbuda, bo nek komplement tvojemu življenju, če ne bo breme, zato ker takšna seksualnost bo amplificirala vse tvoje probleme v življenju, ker ti boš zdaj še bolj poln življenja. Še bolj poln življenja in še bolj poln seksualnosti. Tako da ta seksualnost, to je za odrasle ljudi, to je za odrasle odgovorne ljudi, to ni za otroke, ki bojo te stvari zlorabljali in manipulirali. Istočasno takšna seksualnost, ki akumulira v tebi to je seksualno energijo, praksa, ki bo akumulirala seksualno energijo v tebi, te bo prisilila v soočenje z odraslostjo. Torej, to je lahko rečemo nekako istočasno duhovna praksa za tvoj lasten razvoj. In če si celo življenje imel izlive v svojem življenju, potem sploh ne veš, kaj govorim, boš zdaj videl šele naprej. In šele, ko boš začel to trenirati. Gremo končno na to prakso, da ne bo spet 2-urni video. V glavnem, kot to zgleda, ful je simpel. Torej, kaj je namen? Namen je, da ti začneš
čutiti svojo seksualno energijo, svoj rajc, svoje vzburjenje, ne pa da se poslužuješ neke stimulacije izven sebe. Naprimer, res porničev več ne gledam. Sploh mi niso več interesantni, to je, da sem se toliko prenagledal, da me sploh ne zadovolji, sploh me ne zanima več, sploh me ne mika več. Mene mika samo ena naga, lepa ženska, to je to. To se, kar me zanima. In bolj, ko je naravna, lepše mi je. To je to. In bolj, ko je ženstvena, lepše mi je. Bolj, ko je nežna, lepše mi je. Moški, ko prihaja v to, da živi čim bolj svoj spekter, cel spekter samega sebe, bolj je dominanten, bolj je avtoritativen, bolj je asertiven in bolj ga, ker je sam tak, torej bolj v moški energiji kot kadarkoli prej v življenju, to je njegovo naravno stanje oziroma je blizu svojega naravnega stanja, takšnega moškega avtomatsko zanimajo to, kar on ni. Torej ženska je njegovo nasprotje in nekaj, kar je nežnega in mehkega, torej ženstvena ženska. Hočem povedati, da istočasno s tem nakazujem, da človek, ki živi večinski spektr sebe ali pa celo cel spektr sebe, je odrasel človek in istočasno to, kakršno telo ima. Torej, če imaš penis, si muško, če imaš muco, si curica. To je to. Ne obstajajo vmesni spoli in ne vem, kjer vse identitete, ki si izmišljujejo ljudje. Jaz nisem nek konzervativec ali nek tradicionalen človek, ki bi rad tukaj zdaj sforsiral, da obstaja samo heteroseksualnost, ampak homoseksualnost, transseksualnost in vse ostale identifikacije, ki obstajajo, so samo iluzije. Zdaj, marsikomu gre na živce, da sem to omenil, si mislite, le tega limitiranca, ampak vedite, da jaz sem zelo raziskoval te stvari. Teme, o katerih govorim tukaj v videih, jaz sem to leta raziskoval in jaz ne obsojam nikogar. Vi morate vedeti, da jaz sem potešen človek in jaz nikogar ne obsojam. Jaz sem samo res naredil raziskavo, skušal sem ljudi razumeti, jaz sprejemam vse, nikogar ne obsojam in sem šel v globinsko diagnozo in preiskovanje skoraj že vsakega tipa človeka. In do zdaj, kar sem videl, homoseksualne in transseksualne ljudi, to so šibki ljudje. To so šibki ljudje, to ni obsojenje, to je dejstvo in v glavnem, gremo raje naprej, bom drugič omenjal to. Gremo zdaj na prakso. Hotel sem samo povedati, da z to prakso, ki se jo gremo zdaj, to je istočasno praksa za duhovno rast, ker več kot imaš življenja v sebi, življenje je seksualnost. Seksualna energija in življenjska energija je ena in ista stvar. Ko boš začel akumulirati seksualno energijo, boš imel zmeraj več življenja v sebi in več, ko boš imel življenja v sebi, bolj boš soočen z življenjem, tudi izven sebe. In bolj, ko boš soočen z življenjem, bolj boš soočen s svojimi strahovi. Bolj, ko boš soočen s svojimi strahovi, če nisi pusi, če si raziskovalec in bi rad se osvobodil teh okov in limitov, ki nam jih je postavila družba, boš ratov celosten in odgovoren, harmoničen človek. To je ena taka, ena cela pot se ti bo odprla s to prakso. V glavnem, ta praksa je full simple, nobene zunanje stimulacije. Jaz nisem na koncu te poti, niti ne vem, kakšen je konec, ampak jaz, na primer, ali ne gledam nobene slike, videa, nič in sem samo sam s sabo, ali tle sem si postavil ogledalo, se rad gledam sebe, to je ena opcija. Kdaj pa rad pogledam kakšno sliko lepe ženske, samo njenega obraza ali pa ona oblečena cela tam, ful redko, že dolgo ne pa, da bi bila naga. Torej, čim manjša stimulacija, da res se fokusiraš na občutke v svojem telesu, da res vidiš, kako reagira tvoje telo na dotik na tvojem penisu, kako se premika energija in vse senzacije, ki jih doživljaš v modih, v jajcih, v penisu, v glavici,
poseče vodo, ko čutiš, kako ima, da bo prišlo nekaj ali pa ne bo, kako se premika energija. Enkrat na neki točki, ko mu akumuliraš uro ali dve, čutiš že tle ledvice, čutiš, kako se ti aktivira tle ta predel, ene ledvice se ti aktivirajo. Se pravijo, v glavnem, da se seksualna energija, da prihaja iz ledvic in čutiš vse to neko aktiviranje. Jaz kot pravim, jaz nisem načitan človek. Mene načitanost ne zanima, mene zanima, kaj ti v resnici čutiš. In jaz to govorim, kar čutim in doživljam. Jaz ne vem, kje se akumulira seksualna energija in ne vem kaj. Jaz samo govorim, kaj čutim. In res se čuti se tudi tle gor nad penisom, pri mehurju se čuti neka napetost in seksualna energija in v ledvicah. Tle tako jo čutiš nekje. Kadar začneš akumulirati to. In kdaj ti lahko tudi butne tako gor po celem telesu, kdaj v glavi tako samo čutim, da mi rata lahko, da ratam še bolj buden in da bolj jasen, da sem bolj buden. Tako da dobim en boost life-a. In potem, kaj grem narediti trening, naprimer za telo. V glavnem, gremo končno na to prakso, Jezus. Torej, čim manjša stimulacija izven sebe, kot pravim, jaz se ali gledam tle v ogledalo, ali sem samo sam sabo, kdaj zaprem oči, redke je, pogledam kakšno sliko lepe ženske in to je to. In v glavnem, kaj naredim? Tle imam kokosovo olje, ekstra deviško kokosovo olje, nekaj naravnega. Jaz včasih nisem poznal nekih naravnih lubrikantov, sem kupoval na bedarijo od Durexa, neke umetne zadeve. Imaš obično kokosovo olje, lahko uporabiš olivno olje, neke domače stvari uporabljaj. Domače stvari, ki bi jih dal v usta, ki bi jih pojedel, ki bi jih dal na solato. Kokosovo olje ali neko olivno olje, to je to. Daš na roko in se primeš za jajce in se primeš za penis. In ne forsiraš ničesar, ne forsiraš nobene erekcije, ne forsiraš, da se ti mora zadvigniti, ne forsiraš ničesar. Samo se začneš dotikati po mednožju, kakšen je občutek, si pregneteš jajca in si pregneteš penis in se dobesedno masiraš. Spoznavaš svoje mednožje in masiraš svoj penis. Nikamor ne hitiš, zato ker cilj ni doživeti orgazem. Cilj ni doživeti orgazem. Cilj je akumulacija, spoznavanje s seksualno energijo. Torej ti se zdaj prvič v življenju spoznavaš sploh, kako se seksualna energija, kako se ti kot seksualno bitje obnašaš, ko seksualnost traja neki cajta. To je spoznavanje s seksualno energijo, akumulacija seksualne energije in istočasno trening ljubljenja za žensko. To je trening. Torej 3 stvari v enem. To je super stvar. Torej, jaz kaj naredim potem, naprimer z eno roko nategnem kožo na penisu, zato da je glavica in tisti predel za glavico in do moje roke, da je tam del, ki bom masiral, gremo reči 3/4 penisa ali pa polovico penisa, ne samo glavico. Večinski del penisa se masira, celega, tudi jajca. In pač v glavnem ta del, ki je nategnjen, ki gleda ven iz tvoje roke, ta del penisa pač masiraš, začneš masirati. Začneš nežno masirati, ne forsiraš in pač opažaš, kakšen je občutek in si v stiku z vsemi občutki, senzacijami, z vsem, kar sprejme, vsako informacijo, ki sprejme tvoj živčni sistem. Si z njo in se spoznavaš. In mogoče boš na začetku opazil, da se ti penis sploh ne dvigne, ker si navajen celo življenje na neko močno stimulacijo. Mogoče boš opazil, da se ti na začetku sploh dvignil ne bo in te bo panika mogoče celo. To se tudi meni zgodilo, ker sem bil tako odvisen od teh porničev. In to je neprijetno, ne? Si misliš, da je nekaj narobe s tabo. V glavnem samo ustrajaj, nadaljuj, ne forsiraj in skušaj se vzdržati tega, da bi odprl porniče. Skušaj se vzdržati tega, da bi začel gledati nage ženske in druge ljudi, ko seksajo.
vzdržuj se tega, skušaj biti sam s sabo, mogoče si na začetku, ti bo itak neka fantazija, mogoče prihajala in se raje posluži te fantazije na začetku. Jaz ne priporočam niti tega, ampak fantazija pač zdaj pride in pač je tako full mega in, in pač se pač udaš v njo in uživaš v njej, jebi ga. Ampak probaj samo, da je čim manj stimulacije in pač na začetku, če ne gre, če vidiš, da se penis sploh dvignil ne bo, ker si navajen samo na neko noro stimulacijo, pač začni tako, da začneš, če ne drugega, vsaj zmanjševati to stimulacijo. Naprimer, gremo reči, zdaj si do zdaj celo življenje bil navajen gledati porniče, zdaj pa pač samo, naprimer, poglej nago žensko. Poglej, naprimer, nago žensko in naj ti je to stimulacija. Potem, ko si navajen na to in se ti penis dvigne pri tem, da vidiš samo nago žensko, zdaj pa oblečena ženska. Potem pa samo še obraz. In pol na neki točki, ko se ti penis dvigne na vse to, ker se s časoma penis se bo itak privadil, vse se da privaditi, vse se da nazaj v svoje naravno stanje potegniti, ampak rabi cajt za to, tako kot vsaka stvar, ko si odvisen. Rabiš nekaj časa, da se spet vrneš na nulo. Ne bo se to zgodilo čez noč. Bo trajalo nekaj cajta, vsakega drugače, brez veze postavljati neke časovnice. Vzami si čas, sploh, če si samski moški, tako kot jaz. Sploh, če si samski moški in bi rad bil ekstra pripravljen, zato da boš imel v življenju ful dobro seksualnost, takšno, kakršno družba ne pozna do zdaj. Ker vem iz izkušenj, da ne pozna. Ljudje ne poznajo dobre seksualnosti. Ljudje v družbi se pozna samo površinska seksualnost. Res, je kar žalostno. In če si samski, imaš idealno priložnost, da se začneš spoznavati za seksualnostjo, ki jo tvoja prihodnja ženska sploh še ne pozna in boste lahko uživali v eni taki redkosti, ki je dan danes pač velika redkost. Če imaš pa ženo in si v odnosu, in če je ženska potrpežljiva in si želi boljše seksualnosti, lepše seksualnosti, intime, če imata lepo partnerstvo in če si želita prijeti še bližje skupaj in obogatiti svoje življenje, potem pa rabite sam pač potrpežljivost, zato da se ženska uči s tabo, da bo počakala to neko obdobje, ko se ti privajaš nazaj na svojo naravno seksualnost, za dobro sebe in za dobro vaju, za dobro nje. To ni nekaj egoističnega. Čeprav mogoče tisti trenutek zgleda, ojoj, nočeš seksati z mano, kaj narobe. Sam pač ljudje pogovarjajte se, moški in ženske pogovarjajte se, moški in ženske poglejte si te videe, ravno zato, da bi se razumeli, da ne bi bilo konfliktov. In če so konflikti, zato da se jih lahko razreši, da se lahko stvari spregovorijo, da se razume, kaj se dogaja, da lahko ljudje odprto govorijo, to je namen, da ni več tabu. Da ni več tabu tem. Ker če bi to moški predstavil ženski, bi ga mogoče ženska počakala in bi bila potrpežljiva, bi vedela, da ni nič narobe v seksualnosti, ampak da si samo moški želi svojo neko neodvisno od substanc seksualnost, da želi imeti neko naravno sproščeno seksualnost. In če to znaš ženski sporočiti in če je ženska pripravljena, dovolj odprta, da to sliši in da ne projecira svoje manj vrednosti na te in te zaradi tega napada, torej, če sta pripravljena iti skupaj naprej in si to želita, potem pač vam lahko ta praksa obogati življenje. Vaju še bolj poveže, čeprav na začetku zgleda, da pač zahteva delo, jebi ga. Zahteva delo, vsaka sprememba zahteva čas in delo in energijo. In če obe strani razumeta to, se to lahko zgodi in vam obogati življenje. V glavnem, naravno olje na roko, nobene stimulacije, začni zmanjševati stimulacije in počasi podstopno odvzemaj stimulacijo iz svojega življenja in na neki točki je cilj, da si sposoben imeti seksualnost sam s sabo. Da pol, ko pride žena, da bo samo še jače. Ne da cel life gledaš porniče in potem pride ženska in ti ni nič posebnega. Nobena seksualnost, torej izven sebe, samo znotraj sebe, ti, tvoje telo, mogoče da je kakšna fantazija, pač pride, ali pa se gledaš v gledalo, da vidiš, kakšen si. Mogoče vsake toliko pogledaš kakšno pupiko,
oblečeno, čim manj, samo tako, da vidiš neko naravno žensko, nekaj, kar vidiš v realnosti. In to je to, da se pač privajaš na normalnost. Na normalnost, ne na nekaj nenormalnega. In v glavnem, na neki točki se ti bo pač penis dvignil, ko si ga začneš masirati, si ga ne drkaš, ker penis, kaj je penis? Penis je živčni sistem. Penis so živci. In živčni sistem ni narejen za drgnjenje, ker če živčni sistem drgneš, ga preobremeniš in potem samo še čaka, da eksplodira. Enkrat, ko si živčni sistem preobremenil, vsak tip ve, kaj se zgodi. Enkrat, ko preobremeniš svoj penis, samo še čaka, da eksplodira. In pol je konec. Pol moraš čakati za naslednjo rundo. Kar hočem povedati je, da živčni sistem ni za drgnjenje. Živčni sistem je za masiranje. Če misliš, da boš delal to prakso in se potem šel tak zajči fuk v lifeu in da bo vse cool, ne bo. Penis bo zmeraj tako narejen, da mu bo prišlo. Tipo bo zmeraj prišlo. Tle se gre samo zato, da imaš prakso, ki ti prinese seksualnost, kjer lahko začneš pač seksualno energijo akumulirati, se spoznavati z njo, da lahko traja, zato da lahko sploh razvijaš neko intimo, zato ker za intimo rabiš čas. In če nimaš prakse, ki ti da ta čas v seksualnosti, kako boš imel to seksualnost, kako boš razvijal neko intimo svojo žensko, če sploh zdržati ne moreš tega. Torej, nobene stimulacije, masiraj si penis, ne si ga drkati. Ne ga drgant, ker ti bo prišlo. Na neki točki vsakemu pride, nema veze. Če drgneš, preobremeni živčni sistem je narejen za božanje in za masiranje, za gnetenje. Kot da bi masiral žensko. Predstavljaj si, da masiraš žensko, ti zdaj masiraš svoj penis. Lahko masiraš s bilo katero roko, kakorkoli hočeš, tako, vseeno je, karkoli delaš, nema veze. Fora je, da ti masiraš svoj penis tako, kot bi se ljubil. Tako kot če bi se ljubil z žensko, tako ti masiraš svoj penis. Torej nekaj cajta je počasi, začneš nežno, mogoče na neki točki lahko pospešiš malo in dvigneš tempo, mogoče lahko malo bolj stisneš, ali pa malo manj stisneš, lahko bolj na grobo, lahko bolj na rahlo, počasi spreminjaš, ampak to delaš vse tako. Ne tako in pol počasi, ampak pač si ga masiraš, začneš masirati, si ga masiraš, mogoče vidiš čez 10 minut, da lahko greš malo hitreje, mogoče bolj samo po glavici, naprimer, mogoče na neki točki čutiš, da po glavici je preveč, greš po telesu penisa, masiraš bolj po telesu penisa. In v glavnem pač se dobesedno posvečaš prvič v življenju svojem penisu. Vse mu posvečaš. To je posvečanje samemu sebi. Vse, kaj je jačega za moškega, kot to, da se posveti svojemu penisu. Vse je jače stvari ni. Samo še, da je še žensko, je jače. In dokler je nimaš in bi rad imel nekaj boljšega in ženski nudu nekaj boljšega, je to najjača praksa. V glavnem spoznaj se svojim penisom, ne stremi k temu, da mora biti neki noro trd ali ne vem kaj, kakršnakoli erekcija se zgodi, super je. Če se ne zgodi, nadaljuj z masiranjem, tudi če je erekcija slabša in če se ne zgodi, nema veze. Fora je, da ti se začneš spoznavati z občutki masiranja penisa, da ti je to cool, da ne bežiš od tega k neki samo trdi erekciji in samo to je cool, da se spoznavaš s tem tudi, kako je penis, če je mehek in da torej te tega ni strah in sram. In istočasno, če boš v življenju treniral, imel v redu dieto, torej da imaš aktivno, naravno življenje in da se na neki točki odvadiš vse te pretirane stimulacije, kateri si bil izpostavljen celo življenje, erekcije pridejo same od sebe. Moraš delati za njih, treba je trenirati, če si samo en couch potato, ki ne dela nič, ne boš imel erekcije, ali pa boš imel slabo erekcijo. Torej, moraš biti fizično aktiven v življenju. Ne rabiš trenirati fitness. Lahko si plesalec.
ples, karkoli, kakršenkoli trening, in ne rabiš delati samo nekih keglove, lahko delaš keglove vaj, lahko delaš kar češ, lahko se greš fajtat, lahko greš MMA, boks trenirati, karkoli. Ukvarjaj se s športom obvezno, če hočeš imeti dobre erekcije. Odvadi se stimulantov, če hočeš imeti dobre erekcije, in začni biti cool s tem, da penis ni 100% trd, da bo mogoče mehek ali pa se sploh ne bo dvignil. Moraš biti s tem cool. Zdaj sem tle odkril še neko novo temo, ki bo imela svoj video. Samo da si zapišem. Ok. V glavnem, masiraj penis tako, kot bi se rad ljubil. Torej jaz primem olje, si primem za jajca, pregnetem jajca, pregledam tudi pač moda in obmodek, pregledam, če bi bili kakšni strtki, kakšne izbokline za raka in take stvari, to delam že celo življenje. Si pregledaš penis, moda, masiraš, gneteš, masiraš, lahko tudi jajca pogneteš malo, raztegneš malo, penis masiraš in v glavnem pač si cool s tem, karkoli se zgodi. Če je mehek, si ga masiraš še naprej, zato ker je, če ne dobro, vsaj to, Mantak Chia reče, da brusiš meč. Torej, sharpening the knife, da če ne drugega, tudi mehek penis, če masiraš in gneteš po glavici, boš časoma ratal bolj odporen, ker ti moraš penis privaditi na masiranje, na neko stimuliranje, na neko trajnejše stimuliranje, ker do zdaj v življenju si zmeri na hitro končal zadeve, ni bil penis izpostavljen nobenemu masiranju in gnetenju. Torej, ti moraš zdaj v življenju se navaditi, da moraš penis izpostavljati masiranju in gnetenju po glavici in potem v najbolj občutljivem delu penisa, torej glavica in vesta predel kožice, ki zakriva glavico, torej ko raztegneš, to je skoraj pol penisa, moraš začeti masirati in gnetiti, zato da se navadi, da rata bolj odporen. In torej hočem povedati, da tudi če je penis mehek, nadaljuj z masiranjem, ne se sekirati za erekcijo. Ne se sploh sekirati za erekcijo. Če na začetku erekcije ni, si samo masiraj mehek penis. Samo zato, da se navadiš, da je cool, če imaš mehek penis, ker moški imamo ful ta ojoj, ne dvigne se mi, in pol ženska naredi še večjo paniko, ker misli, da ni privlačna, v bistvu pa pač je to naraven del življenja, da penis se kdaj ne dvigne, kdaj se pač dvigne, tako je, nismo roboti. In šport, prehrana, reševanje problemov v življenju ogromno pripomorejo k erekciji. In detoks od stimulantov, to je vse garant, reševanje tega je garant, da bo erekcija tu sigurno. Ampak zavedaj se, da ti nisi stroj in da erekcija kdaj bo, kdaj ne bo, in tudi, če jo boš doživel erekcijo, ko se dolgotrajneje ukvarjaš s svojim penisom, erekcija uplahne, penis uplahne, penis se spet dvigne, penis uplahne, naprimer 20 minut je trd, potem pa pade, naprimer za 5 minut in pa se spet dvigne. In to je normalno. To je normalno, to ne pomeni, da ženska ni privlačna, to ne pomeni, da nekaj ni narobe. To omenjam zato, da ženske bi se zavedale, da to ni noben dokaz, da je nekaj narobe z vami ali karkoli, ker ženske ponovadi zapaničarijo. To in v glavnem zdaj ali je mehek ali je trd, hočem ti povedati, da če boš delal to, kar govorim, na neki točki bo sigurno trd in pol si pač trd penis, masiraš, kot si prej mehkega in se spoznavaš s tem, z svojim vzburjenjem, s svojimi stopnjami vzburjenja. Kako izgleda, če si ga počasi masiraš tukaj dol, kako izgleda, če si ga malo bolj pri vrhu masiraš, kako izgleda, če malo dvigneš tempo. Kaj se zgodi, če priješ naprimer na 70% vzburjenja in potem spet spustiš tempo in samo tu ostaneš in ta tempo vzdržuješ in to vzburjenje samo akumuliraš, kaj se dogaja. In se pač spoznavaš s tem. In to je to. To dela naprimer vsak tantrik dela to, ima tako prakso.
vsak tantrik, ki sem zdaj bil v stiku, naprimer na internetu s kakšnim tipom, ki je povedal, pač ne meni osebno, ampak da sem poslušal, kaj dela, če kakšni redki povejo, večinoma vsi hočejo računati za to, ampak kakšen redek je iskren in pač povejo, da je simpel. Sedi na robu bane, se gleda v gledalo, ima kakšno muziko, si naredi moče še svečke celo, si naredi sam sebi neko seksualno izkušnjo in si pač masira penis in to je to. In pač nema veze, v kakšnem stanju je penis, ali je mehek ali trd, ti gneteš glavico, delaš jo bolj odporno in istočasno, če boš delal vse to, kar sem omenil, na neki točki boš imel erekcijo in se začneš spoznavati z seksualno energijo. Torej, to je vzburjenje. Tvoje vzburjenje, se spoznavaš s svojim vzburjenjem, si masiraš penis, veš, da na neki točki, če boš pretiraval, boš imel izliv in pač ni panike, se ne sekiraš zaradi tega, če imaš izliv. So what, ne boš umrl. Si imel že zdaj 1000 izlivov in ne boš umrl zaradi tega. Ampak kar hočem povedati, par stvari, ki sem jih opazil. Torej, ena stvar, ki ful sprošča tvoje vzburjenje, ko si masiraš penis, če si boš samo masiral in boš tako pač trdno sedel in si masiral in bil samo fokusiran na to, boš mogoče na neki točki v vsakem primeru doživel izliv. Ampak, če se boš pa začel posvetovati naravnega izražanja samega sebe, kaj to pomeni, da začneš zvoke spuščati? Ful sprošča napetost v mednožju. Naprimer, če jaz tebe udarim, če ti dam žlepo in boš tako, bo ful bolj bolelo, kot če ti dam žlepo in se zadereš. Če ti jaz dam žlepo in si tiho, bo bolj bolelo, kot če se zadereš, da te je zabolelo. Ker če se zadereš, dretje sipa energijo, sprošča energijo. To, ko te nekdo udari in se mi zaderemo, to je naraven odziv. To ni sprogramiran, družbeno pogojen odziv. To, da mi spustimo zvok, ko nekaj zaboli, to je sproščanje energije, to je sipanje energije, to je naraven odziv telesa za sproščanje bolečine še nekje drugje skozi glas. Glas je ful pomembna stvar, spuščanje zvokov je ful pomembna stvar, meni je to v bistvu najjača stvar pri tej praksi. Da ti kot moški si masiraš penis in ko prihajajo neka močnejša vzburjenja, neka stopnja seksualnega naboja, da pač dobesedno odgovorno odreagiraš na to, tako kot zmeraj govorim. In če boš iskren, če boš pristen in si boš dovolil vse izraze, si ga boš tako masiral in na neki točki boš tako fuck! Naprimer, vse vemo vsi, kakšne zvoke se spušča med seksom, ne? Ne rabiš jih neki glumiti in biti fake, ampak samo bodi pristen v tem, kar pač čutiš tisti trenutek. In zavedaj se, da pač sproščanje zvoka, svojega nekega rjovenja in vzklikov, to je vse sipanje, sproščanje seksualne energije in ti v bistvu lahko masiraš penis in vidiš na neki točki, da se naprimer stopnjuje in da če boš tako nadaljeval, bo prišlo tam 80, 90, 100% in boš imel izliv. In če si ti naprimer na 70% in čutiš, da se začne malo hitreje dvigati tvoje vzburjenje, tvoja seksualna energija, ko čutiš tisti naboj, tistega dviganja, malo močnejšega dviganja, če se boš zadrl, ali pa karkoli, ne gre se za črke ali karkoli, samo da se ti zadereš, dobesedno kot da boli, da se zadereš kot da boli, fuck, vemo vsi, kakšni so zvoki, pizda, ne rabimo učiti, kakšni zvoki so neseksualni. To je to. In pač, če sproščaš svoje naravne zvoke seksualnosti, s tem sipaš energijo, to se ne gre za neki, da glumiš ali ne vem kaj, da delaš neki, da bi drug vedel, da si tam prisoten ali ne vem kaj. To delaš zase na prvem mestu. S tem sipaš, sproščaš svojo seksualno energijo. Ful zanimivo, zvok je ful pomembna stvar v življenju. Vsak ve, da če ga udariš, če se bo samo od sebe zadrl zraven. Če je sproščen človek, če je sproščen pristen človek, se bo nekdo v bolečini zadrl, spustil zvok. To telo samo naredi. Mi smo se priučili zadrževanja izražanja zvoka. Torej, sproščanje zvoka ob bolečini je naravno in isto je v seksu. Ko tip prihaja do tega, da bo imel izliv, je skoraj
ko je podoben feeling neke bolečine, nekaj se stopnjuje, nekaj se nabije, neka napetost je in je pač neko stanje napetosti, skoraj kot pri bolečini. In če vzklikaš te svoje naravne zvoke, te krike, kričanja ali karkoli imaš, vemo vsi, kako se dere ženska med seksom, ne? Ko je popolnoma vzburjena, vemo vsi, kako ženska kriči. No in moški ima tudi to. Moški ima iste zvoke, samo na moški način. Tako kot je ženska glasna med seksom, tako je tudi moški glasen med seksom, če je sproščen, pristen, iskren, si dovoli ranljivosti in živi cel spektr samega sebe. Če ga ni sram in če nima strahu, če je neustrašen, če hočeš biti tak, si boš dovolil vse zvoke. Jaz ti povem, meni to odkritje, sej, probajte sami. Vzamite si to, kar vam govorim, to prakso, pozabite na to, kar ste zdaj delali, začnite si masirati penis tipi in začnite sproščati zvoke ob občutku neke napetosti, dviga napetosti, dviga vzburjenja in boste videli, kako to sipa energijo in ti lahko nadaljuješ s premiki in z masiranjem in avtomatsko zato, ker sproščaš dobesedno zvok, vzklikaš, ti sipaš in sproščaš energijo in lahko nadaljuješ z ljubljenjem. Če tega ne bi naredil, bi imel izliv. Ful zanimivo. Eksperimentirajte. Meni je bilo to ful zanimivo, jaz se ful rad derem zdaj. Probajte, ful je dobro. V glavnem, sproščanje zvokov, ne, z tega nisem nikoli delal, to je ful dobra stvar. To je naravna stvar. Jaz vse, kar tle učim, to je praksa, v bistvu priučevanja stvari, ki so nam po defaultu naravne. Torej vse, kar govorim jaz tukaj je z namenom, da bi se mi odučili te represivne, limitirane seksualnosti, ki nam je ponudil sistem skozi porniče. To je vse, kar govorim je z namenom samo, da bi se odučili te limitiranosti, da bi se naučili naše naravne seksualnosti. To je naravna seksualnost. To je seksualnost, ki bi jo mi imeli, če nas ne bi noben limitiral v seksualnosti. To bi mi imeli avtomatsko. To je naša pravica, to nam pripada. To smo mi. Tako zgleda človek, ko seksa. V glavnem, ena stvar, ki je meni najjača, zato sem jo prvo izpostavil, je izražanje zvokov. To je ful dobra stvar. Prvo kot prvo zate, sipaš energijo, lahko nadaljuješ z ljubljenjem in drugo kot drugo, veš, da bo ženski ful mega, če ve, da ti je mega, če daš nekaj od sebe, da daš vedeti. Ker je res dosadno, da je nekdo tam zraven tebe in je tiho in sploh ne veš, kaj se dogaja. Torej, sproščanje zvokov je nekaj naravnega, ful je dobro, to je meni najjača stvar. Ok, gremo na drugo stvar. Druga stvar je globoko dihanje. Zakaj je globoko dihanje? Prvo kot prvo, globoko dihanje je povzroča občutek sprostitve v telesu. Ko imajo ljudje panični napad, kaj narediš? Si že kdaj doživel z nekom, ki ima paničen napad? Jaz sem že doživel, da je ženska imela paničen napad in kaj narediš? Nimaš drugega narediti, kot da človeka primeš. Dihaj z mano in začneš tako dihati. In se človek sprosti. Skoraj kot rataš malo zadet, rataš. Pač to je dihanje sprostitve. Jaz sem malo zadet, da je rato. To je dihanje sprostitve, na primer. To je naše naravno dihanje. Tako diha človek, ko je sproščen. Globoko dihanje je sprostilno za telo, istočasno aktivira cel trup in te nezavedno prisili v premikanje telesa, v trupa. Enkrat, ko začneš dihati, se začne premikati pljuča, prepona, organi se začnejo premikati in začne tvoje telo biti avtomatsko, celo nezavedno, bolj dinamično, aktivno in se začne ta energija, ki je samo v mednožju, tudi malo premikati po telesu. Mogoče ne boš opazil, da se premika po telesu, ampak se bo razbremenjevala iz mednožja. Isto kot z spuščanjem zvoka, je to še eden od načinov disperzije seksualne energije,
ki je nabita v mednožju. Torej, da se disperzira tudi drugod skozi zvok, skozi dihanje in premikanje telesa. In dihanje ima tudi ful dober vpliv na, ko ti vdihneš globoko, se pljuča napolnijo, se premaknejo dol, diafragma se premakne dol, diafragma premakne na črevesje, črevesje stisne na mišice medeničnega dna. Kaj se zgodi pri orgazmu? Medenično dno se stisne, se skrči. Če pa ti vdihuješ globoko, ti sproščaš mišice, tako, torej to se zgodi. Ko vdihneš globoko, se medenično dno razpre, ne bo se toliko razprlo, ma se sprošča in nasprotuje k temu, da bi se zgodil orgazem, ker orgazem je krčenje. Veš, vsak človek, ki doživi orgazem, ve, da se skrčijo mišice. Torej, dihanje ima več efektov. In to lahko opaziš. Torej, spuščanje zvoka, dihanje. Tretja stvar je, eni rečejo temu obratne Keglove vaje. Torej, Keglove vaje so krčenje medeničnega dna, obratne Keglove vaje pa je v bistvu, da se napneš malo tako, kot da bi kakal, kot da bi lulal in s tem v bistvu pritisneš na medenično dno in sproščaš medenično dno. To je eden od načinov, kako lahko, ker vsi vemo, da če med seksom, med masturbiranjem krčiš medenično, da boš imel še prej izliv. Torej, fora je, da sproščaš in sproščaš tako, da malo pritisneš, tako kot da bi lulal oziroma kot da bi kakal. Torej, sproščaš medenično dno, to je neko dodatno sproščanje, kot neka metoda za pač sproščanje medeničnega dna, za povzročanje kontraefekta, ki ga prinese orgazem, kar je krčenje. Torej, imaš zvok, imaš dihanje, imaš sproščanje medeničnega dna z dihanjem in preprosto malo z delanjem teh obratnih Keglovih vaj. Potem ena od stvari je, da si preprosto pač mehek v telesu, da nisi zategnjen, da si sproščen v telesu, da premikaš celo svoje telo, da nisi cel zategnjen in trd, ampak da si sproščen, da si v bokih sproščen, da si v nogah sproščen, da si v čeljusti sproščen, da si pač v celem telesu sproščen, da si mehek. Bolj ko si mehek, bolj si sproščen. Bolj ko si sproščen, bolj je vse pretočno. Bolj je vse pretočno in se pač ta seksualna energija, ki se akumulira v mednožju, se lahko lažje pretaka, sipa skozi telo. Če ne se bo nabijala samo tam in vemo vsi, kaj se zgodi, ko se preveč nabije, se zgodi orgazem. In to je to. To je na hitro, kar jaz uporabljam, kar jaz delam. Na neki točki bo to mogoče trajalo 10 minut, 15 minut, 20 minut, pol ure, 1 uro, na neki točki bo 2 ure, na neki točki mogoče 3 ure. Kaj je fora tega? Kaj je fora tega, da začneš imeti takšno prakso sam sabo kot moški? Torej res, spoznavanje prvič v življenju s svojo seksualno energijo, ker za to rabiš čas. V 1 minuti se ne boš spoznal. Rabiš vsaj 10-15 minut. Drugo je akumuliranje, kar bom povedal zdaj, kaj je tle ena fora. Akumuliranje seksualne energije. In tretje je pač trening ljubljenja. Torej, dlje ko boš ti masiral svoj penis, bolj bo odporen, bolj bo navajen zadrževanja seksualne energije, bolj bo sproščen cel tvoj nevrološki sistem, bolj se bo deprogramiral od tega, kar je bil navajen do zdaj in bo navajen živeti to svojo in ohranjati to svojo seksualno energijo in biti z njo. In boš končno lahko imel neko sproščeno seksualnost brez nekih substanc. Ker boš pač lahko imel neko intimo v svojem odnosu, ki bo prišla iz spontanosti. Ne zato, ker rabiš en vinček prespiti, ali pa en čik, ali pa travo skaditi, ali pa ne vem, kjer je droge, vse žive imati. Se zmeri nekaj pripravljati. To je sproščena, spontana seksualnost. In akumuliranje, to sem hotel povedati, akumuliranje seksualne energije. Torej vsak tip ve in tudi marsikera ženska že ve, da če tip doživi izliv, bo tak malo bolj zmatran in rabi pol neki cajta, kakšni tipi lahko že takoj naprej drugo rundo grejo, eni tipi jih čisto mine, jim je zaspijo in so čisto neseksualni, v glavnem vsak po svoje. In to je od tisočih faktorjev
odvisno, jaz ne vem, od katerih vseh fulih je in me sploh ne zanima. Kar je fora, je, da kaj sem jaz opazil pri sebi, je, da če imaš seksualnost, kjer na hitro doživiš izliv, ti nisi zgeneriral nič seksualne energije in takoj, ko boš imel izliv, boš zmatran. Če imaš pa ti seksualnost, kjer si ti ljubiš pol urce, 1 urco in še več, brez da imaš izliv in imaš potem po urci, 2 urcah izliv, tisti izliv ne bo imel istega efekta, kot če bi ti takoj po parih minutah imel izliv, ker ti si 1-2 urce generiral, akumuliral seksualno energijo in tisti izliv v bistvu sploh ga ne boš čutil, ker si dovolj seksualne energije zakumuliral. To je ful dober bonus te prakse, da nema veze, imaš na koncu izliv ali ga nimaš, v bistvu dlje ko traja tvoje spoznavanje in zadrževanje seksualne energije, dlje ko traja ta proces, več energije boš zakumuliral in več boš imel zase v življenju. In potem karkoli se potem zgodi, ali se zgodi izliv, ali se ne zgodi izliv, nema veze, ne bo te toliko strošilo, kot če te energije ne bi zakumuliral. Če bi samo imel par minut seksa oziroma seksualnosti in imel izliv, si gotov. Če pa ti akumuliraš to seksualno energijo in imaš pol izliv, ni niti primerljivo. Ti si še zmeri poln energije, mogoče ti jo je malo odvzelo, ampak ti si poln energije in lahko greš naprej čez life. Z isto virilnostjo oziroma z isto željo po življenju kot prej. Ker enkrat, ko imaš izliv in nisi generiral seksualne energije, si tako, ko ena palenta si, tako niko in ništa, tako, ko en drek. Če pa ti generiraš in imaš izliv, si še zmeri potem poln življenja, ko greš naprej stran od tega izliva, ker si generiral seksualno energijo. Torej, akumulacija seksualne energije je ful dobra stvar, ful je, se mi zdi pomembna v moškem življenju, sploh, če si tako kot jaz, si ogromno že vrgel stran, ker si pač gledal porniče in nisi vedel, kaj delaš. Če si imel ogromno izlivov že v življenju. Ne boš zaradi tega umrl, če imaš še naprej take izlive, ampak to pripomore ogromno k akumuliranju. Takšna praksa, takšna nova, naravna, spontana seksualnost, ki je naša pravica in dolžnost, da jo živimo, takšna seksualnost ti prinese več življenja. Več življenja zate in za tvojo partnerko, za tvojo žensko. In je bomba, res je bomba. V glavnem, ti si potem, jaz naprimer si akumuliram to seksualno energijo, si masiram, se spoznavam, torej treniram zaljubljenje žensko, akumuliram in se spoznavam, kako se ta seksualnost sploh v meni dogaja in odvija, zato ker traja že neki cajta, penis rata odporen, erekcije ratajo močnejše, zato ker imaš te ful daljše erekcije, se tudi počasi, čisto počasi penis povečuje, pač to ima same pozitivne vplive. Penis je bolj elastičen, močnejše erekcije boš imel tekom življenja, potem še naprej v prihodnosti, ker če nimaš erekcije in če imaš zmeri slabe erekcije, penis si spužvasto tkivo. Pri starejši kot je moški z leti spužvasto tkivo brazgotini. Spužvasto tkivo se samo od sebe brazgotini in če ti penisa ne razteguješ z dobrimi erekcijami, boš z leti imel zmeri slabše erekcije. Torej, to, da imaš takšno prakso, spodbujaš močne erekcije, dolgotrajnejše erekcije in s tem elastičnost tkiva. Torej, tkivo, spužvasto tkivo penisa ohranjaš vitalno in elastično. To s tem si zagotoviš erekcije v pozno starost. Manj takčija je, ne vem koliko staro, pojma nimam, nekje od 70 do 80, nekaj takega, mogoče 70. Ma tip zgleda ko en 40-50 letnik, ko en 50 letnik gremo reči. Pač res vidim, res se vidi, kdo akumulira seksualno energijo in kdo ne, no. Res se opazi pri človeku. Kot pravim, milijon faktorjev je, ampak če si začel akumulirati, se bo opazila razlika. In v glavnem ti si pač to akumuliraš, ti generiraš to seksualnost in podaljšuješ ta čas. Imaš neko prakso uro, pol urce, naprimer pol urce, urco pa pol, 2 urce, 2 urce, pol 3 urce. Ne vem, jaz več kot 3 ure mi je že dosadno. Naprimer 2 urce naredim po večini in pol je to.
In pol na koncu, na neki točki se bo tako zgodilo, da boš imel pač po urci, po 2 urcah izliv in boš mogoče tako, kao. Ampak sploh ne boš zmatran, boš nezadovoljen, ampak sploh boš opazil, da sploh nisi zmatran, da nisi sploh dosti izgubil. To akumuliranje ogromno pomeni. Ogromno pomeni v moškem lifeu, to res. In potem biti cel dan poln življenja, ker ga ne zgubiš z izlivom in s kratkotrajno seksualnostjo, če si cel cajt tako poln tega življenja, potem opaziš, da je v življenju ful jače biti poln življenja, kot imeti neke kratkotrajne orgazme. Ampak zato si moraš dati cajt, da sploh se spoznaš s tako seksualnostjo, da vidiš, da je res ful bogati bolj tvoje življenje kot neki kratki orgazmi. Ker pol ta seksualnost je namen, da v bistvu ti na neki točki pač več nimaš izlivov in orgazmov. Ampak če se zgodijo in se bojo dogajali, normalno, tega pač ne preklinjaš, jih uživaš, ker ni nič narobe z orgazmom. Orgazem imej, uživaj ga, ampak hočem povedati, ful bolj redkeje v življenju, kot si imel do zdaj. Imej ful bolj redkeje te orgazme. In to je to. Ne rabiš se jim odpovedati. Ampak boš videl, da niso tako zadovoljivi, kot si misliš, da so. Enkrat, ko boš začel furati to prakso, o kateri govorim. In če priješ do tega nivoja na neki točki, da si pač lahko dolgo cajta masiraš penis in še zmeraj nimaš izliva, ker se zdaj že toliko poznaš to svojo seksualno energijo in si navajen jo akumulirati in živiš zdravo življenje in treniraš, v glavnem, kaj hočem povedati, na koncu tega si toliko polne energije, sploh če nimaš izliva. Če imaš izliva, malo zgubiš. Ampak če nimaš izliva, če imaš izliv, ne se sekirati, gremo naprej, drugi novi dan in če se izliv zgodi, če se orgazem zgodi, uživaj ga do daske. Boli te kurac, uživaj ga do daske, ker orgazem je lepa stvar. Jaz nočem demonizirati teh stvari. Si misli, da je slabo, nič ni slabega, vse je kul. Fora je samo, da imaš čim manj orgazmov v življenju, če se zgodijo, uživaj do daske. V glavnem, meni je fora, da jih nimam, če se zgodijo, ga uživam do daske, sploh ker so redki, so še jači, še jače, če je redko, bolj ceniš in močnejši so. V glavnem, meni je cilj, da ga nimam in potem sem cel pun energije in kaj grem narediti. Če po taki praksi ne boš šel delati nobene fizične vadbe ali pa kakršnekoli metode transformiranja oziroma premikanja te seksualne energije po telesu, naprimer, dosti moških, ki dela te prakse, se ukvarja z nekim tai chijom in takimi stvarmi. Mene to ne zanima. Mene bolj zanima, da celo to zdaj energijo usmerim v to, da naredim trening za telo, naprimer. Zato, ker sem ful mase zgubil, mišic sem ful zgubil, ker sem se ful postil, ker pač imam 3 avtoimunske bolezni v glavnem, če hočete to spoznati, imam prej video o temu, ampak v glavnem vse, kar delam, ful podpira moje zdravje in ker sem pač zgubil ful mišične mase, je najjača stvar meni po taki praksi, torej cel si vzburjen po enih 2 urah, 1 urci ali pol urce, te prakse si cel vzburjen in najjače, da greš narediti trening za telo. Narediš trening za telo, narediš neke sklece, počepe, trebušnjake, neke standardne vaje, samo da zdaj to energijo porabiš za nekaj, moraš jo porabiti. To ne pomeni, da jo vržeš stran, ampak jo samo pretvoriš v delo, v neke mišice, v neko moč, naprimer. To je eden od načinov. To jaz naredim. To se meni zdi najbolj smiselno. To je kot nek naravni booster. Ne rabiš nobenih kavic in nekih boosterjev za fitness jemati in kupovati neke praške, imaš naravni booster. Tvoja življenjska energija. Jačega boosterja kot to ni. In narediš trening in v glavnem in potem, naprimer, če greš po koncu dneva spat, bo po noči vse kul. Če ti pod koncu te prakse ne boš to seksualno energijo porabil, boš imel po noči, mogoče ne isto noč, mogoče pa drugo noč, v kratkem boš imel mokre sanje, boš imel izliv, boš imel po noči v spanju izliv. Meni se to zgodi, jaz če jaz ne porabim te energije, torej ne da jo porabim, ker ne dam stran, ampak če jo ne pretvorim iz seksualne energije v izmednožja, v neko celo telesno, fizično moč, če jo ne spremenim, če jo ne pretvorim v nekaj drugega, se bo izločila sama od sebe iz telesa v spanju, ko si nezaveden.
boš imel neke sanje, ko seksaš in boš imel izliv in boš imel orgazem. Tako da, sam da veste, da to se dogaja. Torej, seksualno energijo, če jo akumuliraš, jo je treba potem pretvoriti v nekaj za svoje življenje, nekaj, kar ti bo funkcionalnega. In ko boš imel to prakso, v glavnem, če tega ne boš delal, boš imel mokre sanje, boš zgubljal po noči to energijo, kar je škoda. Ampak, kar hočem povedati, če enkrat začneš delati to prakso, če začneš akumulirati to seksualno energijo, boš pač opazil, da imaš v življenju zmeraj več energije, zmeraj bolj poln življenja si, zmeraj bolj boš čutil svoje telo, zmeraj več moči boš imel, zmeraj več boš imel želje po življenju, bolj intimen človek boš ratal, ker bo večjo intimo imel sam sabo in te bo v drugih ljudeh bolj zanimalo imeti intimne odnose in te bojo zanimali ljudje, ki so pripravljeni na intimo. V vseh pomenih bogati tvoje življenje. To je to. Res je super, ful je simpel in mislim, da sem povedal skoraj vse. Če kaj nisem povedal, bom naredil nov video. Če koga kaj zanima, me vprašajte v komentarjih. Če je komu neprijetno, mi pišite osebna sporočila. Jaz z veseljem o teh stvarih govorim. In vam bo spremenilo seksualno življenje in pogled na samo seksualnost. In odnos do samega sebe in do ženske. To je bonus. To je top.